Pozdravljeni, 2. april, drugi dan posta spomladanskega, ki bo trajal torej 21 dni. Zakaj razstrupljanje? Ta beseda mi je tako, nekako se mi zdi tista ta prava, čeprav so me nekateri upozorili, da telesa pač ne moreš razstrupiti. Jaz pa vendarle mislim, da nas v življenju, v okolju obdaja veliko zunanjih strupov, da je kakšen slab zrak, ki ga vdihavamo. Tudi zemljina je vse bolj obremenjena z različnimi pesticidi in drugimi strupi, ki seveda s pridelki pridejo posredno, neposredno tudi na naš krožnik. Seveda pa imamo opravka v teh časih, med epidemijo še posebej, tudi z različnimi notranjimi strupi, ker so enostavno naša izločila, naši organi, ne vem, od kože, ledvic, črevesja, v neki stresni situaciji, v kateri smo vsi hote, nehote, zavestno ali nezavestno, še dodatno obremenjeni. Torej, stres še dodatno, bom rekla, vpliva na ravnotežje, ravnovesje in optimalno delovanje našega imunskega sistema. In zato se mi zdi pomembno upoštevati v tej fazi spomladanskega razstrupljanja tudi nasvet moje pokojne Ome Urške, ki jo večkrat omenim, torej uživati lokalno in sezonsko. V moje smutije, ki bodo prišli na program po 5 oziroma 7 dneh vodnega posta, se bo pač dodajala zelenjava in sadje, ki je trenutno na razpolago. Spomnim se njene zgodbe, njene zgroženosti, ko smo iz uvoza pred mnogimi leti, 3 desetletji, 4, dobili jagode in smo sredi januarja jedli jagode in je rekla, wow, to pa nikamor ne vodi, ne? Treba je počakati na sezono sadja in ga jesti iz neposredne bližine. Zdaj, ta faza razstrupljanja spomladanskega posta je meni pomembna za krepitev telesa in tudi čiščenje duha. In zelo blizu mi je tale knjiga, Razstrupljanje, od Jennifer Harper. Moj bratranec Matjaž mi je že pred mnogimi leti podaril, češ ti vedno piješ neke sokove. Delček tega povzemam napotkov od avtorice tudi v moji razprodani knjigi, prisluhni si, razstrupi se 21-dnevni post, kjer je opisan jesenski. Zakaj gre? Tale knjiga mi res pomaga v tokratnem spomladanskem postenju, ker je nekako praktični vodnik z stopenjskimi zgodbami, naj to zelo enostavno povem. V glavnem, posta se lotevamo nekje v 3 stopnjah in najprej v tej prvi stopnji je treba poskrbeti za krepitev telesa, tako da spodbudimo našo prebavo. Torej, začnemo z čiščenjem črevesja in pri tem nam na primer lahko zelo pomaga pitje ingverjevega čaja, ki je v naši družini že sicer pogosto na programu. Potem ananas, kalčki, tudi jagode so na primer zdaj že zelo dobrodošle, ne? In pa že včeraj omenjen peteršiljev čaj. Skratka, priporočam, preberite, pridobite čim več informacij, poglejte tudi to avtorico, kaj pravi o razstrupljanju. Mislim, da je razstrupljanje način preprečevanja bolezni, oziroma le tako, da bomo poskrbeli za lastno zdravje, si lahko zagotovimo kakovostno dolgoživost. Vemo, da se odmika raven sprejemljive starosti, oziroma obdobja, ko ne bomo več delovno aktivni, in družba nekih somišljenikov se včasih pogovarja na to temo, da itak bomo vsi 100-letniki, zdaj pa samo vprašanje, kako kakovostno bomo to visoko starost seveda dočakali. Jaz osebno mislim, da sem za svoje fit in zdravo počutje največ naredila s tem, ko sem se lani oktobra odločila, da se bom 2-krat na leto postila. No, in kako se počutim drugi dan? Včeraj moram priznati, da me je kar dajala lakota. Zakaj? Zato, ker sem se tokrat posta lotila malo drugače kot jeseni
In sem si še kakšne 3 dni prej, ob spoštovanju prekinitvenega posta, torej ješ 8 ur, 16 ne, privoščila nekatere prekrške oziroma potešila neke želje. No, med drugim tudi slastno žemljico s posebno salamo in kumaro, na primer, ali pa kos slastne potice. In je bil ta prehod s priokusom po vseh barvilih in dodatkih in dražeh, ki nam jih daje hrana v sodobni pridelavi, včeraj očitno še zelo močan, hrana namreč mi je še zelo dišala. Danes je situacija že malo drugačna, dejansko se počutim fino, prav nič utrujeno, v pomoč so mi kavice, napitki. Mimogrede sem si danes na primer naredila še en napitek, cela limona, pa 2 koščka jagode sem si zmiksala z vodo. Drug napitek malo prej je bil, ki sva si ga pa oba s sinom privoščila, cela pomaranča, banana, zraven je seveda voda. V teku dneva nameravam pojesti še skodelico čiste piščančje juhe in moj sopotnik tudi drugi dan je seveda peteršiljev čaj. Naj pa zdaj dodam še nekaj z energetske ravni. Ko v bistvu čistimo črevesje in zdaj v prvi fazi moramo poskrbeti predvsem za krepitev telesa, je zelo pomembna tudi prizemljitev in različne, bom rekla, notranje vaje, ki jih lahko izvajamo, da vzpostavimo stik, da se prizemljimo, na primer zdaj je zunaj že toplo, danes še ne, jutri pa se verjetno podam še na hojo bosa po travi, ta stik z zemeljsko energijo, da se prizemljiš. Priporočam vam, če se ne ukvarjate z temi stvarmi, da pobrskate, najdete na spletu tudi izvajanje različnih notranjih vaj. No, naj vam samo eno odkrijem, na primer, takole si pogrejemo roke, da začutimo toploto v rokah, in si potem, na primer, zmasiramo najprej levo stran trebuha, dihamo, ne govorimo, kot govorim zdaj jaz, globoko, in si spet v bistvu pomanemo roke, da so tople, in si zmasiramo tudi desno stran trebuha, torej to območje, ki ga želimo prečistiti. In ker so tudi ledvice, organ izločanja, je na primer zelo fino, da si zmasiramo tudi ledveni del, na primer, ledvice. Če niste bili operirani, nimate kakšnih poškodb, potem se lahko zmasira tudi takole z udarci in seveda je ob vsem tem pomembno tudi dihanje. Da pa se dan začne bolj energetsko poln, pa še namig, da si ob jutranjem tuširanju predstavljate, da vas ne obdajajo samo kapljice, ampak taka prijetna, vijolično, zlata, rumena, kakršnakoli svetloba, barva, v tej fazi prvi je zelo dobro rumena tudi, in si boste naredili nek zaščitni oklep okoli telesa, da vas neke zunanje negativne energije, zunanja nihala, ki nam jih nastavlja družba, ne bodo preveč motili. In enostavno ob zavestnem osredotočenju se na imeti različne zdrave kombinacije, ki telesu prijajo, ob osredotočenju na to, da si prisluhniš, kaj telo želi in potrebuje, v postu, če se ga boste kdaj v življenju lotili, preprosto lepo uživate. Torej, do slišanja jutri, ko bo na vrsti že 3. dan. Danes vam pa še naj z vami delim eno bojevniško misel, ki pravi: vse je dobro, če ni dobro, še nisi na koncu. In jaz sem prepričana, da bo za vse nas vse dobro na koncu.